Dobro jutro in dobrodošli na vlogu, ura 9 zjutraj, sobota in jaz grem domov na Koroško. Ostala sem po 8 in potem sem šla po tuš in sem spakirala in zdaj sem tukaj. Šla sem v Mercator po čokoladno mleko in sem imeli samo od lumpija, upam, da je dobro, ponavadi kupim uno, se ne vem, kako se imenuje, glavnem ko ona kravica gor. In spet se mi je zluščalo sirovke iz Lidla, pač ker je najboljša in res redko kdaj jem sirovke in sploh kruh. Danes pa sem rekla, bom imela zajtrk, sirovko pa čokoladno mleko in sem full excited. Sreča v malih stvarih. Ja, Lidl mi ima najboljše sirovke, Mercator sploh nima dobrih. Hofer so, ampak Lidl pa ve, kako se sirovke dela. Tako da upam, da ni gužve, ker v tem malem Mercatorju sem čakala zaradi tega čokoladnega mleka 100 let. Pa dobro, pustimo malenkosti. Kje je vhod? Gremo čim bližje vhodu. Vse za sirovko, ne morem verjeti. Ne vem, koliko se me vidi. Wow. Iz sončne Ljubljane sem prišla v zasneženo Koroško, what the fuck. Oh my god, kjer je kepe! A si svoj najljubši skatli? Cutie. Si vesel? A si vesel, da je Minika doma? A si v redu ti? Hej. Pamte. Živjo, jaz sem Dominik, star sem 9, hodim v 8. razred. Makes sense. Ja, Dominik je ful hotel videti mojem vlogu, zdaj verjetno on slan postavil. Kjer je tvoja najljubša serija? I don't know. Cobra Kai? Jaz zdaj ga gledam, pač polepom bomo prišli kaj. Tako. Ja, Dominik je na obisku pri nas, sem varuška bila. Imaš TikTok? Imam. Ga upravljaš, snemaš kaj? Ne snemam. Zdaj se je začelo, ko bo nova sezona bicikla. Ja. Boš bom dala na ekran tvoj TikTok, če koga zanima. Odlično. Wow, prava zima. Res je nekje v snegu, prej bil v cipresah, ne vem, kje je zdaj. Uci! Kje pa si? Stiskata. Bonjour. Face each other. Kako zinaj. Franček, ne, Bernard. Well, you have a 4 p.m. class and a 5 p.m. class, but they're filling up fast. Tum. Ne še. Ti to rundo ti izgubila. To je bilo tako close. Zdaj pa jaz. To je še easy. Zakaj smo tako enakomerno jemala, le to? Tako pa še nikdaj bilo. Tri 0, let's go. Pa je zima spet tu. Jaz sem prišla iz Ljubljane in to je moj domači hol. Nisem bila v trgovini, mislim, nekaj sem si kupila, ampak večinoma sem dobila od doma, kot vedno.
Ok, to sem v Lidlu kupila, nikoli ne vem točno kaj je not. Mešanica bulgurja, prosa, rdeče leče in zelenjava, vrečki za kuhanje. Pač to je tako res, ko se mi mogoče mudi, ali pa da nočem glih riža, jaz si pač to vrečkico dam kuhati in to je to. Ene bombone, te so tak 99 centov, meni so te sour najboljš v Lidlu. Taki jelly beansi, ful dobri, preveč dobri. Čokoladni puding mi je mama dala. Kaj so to? Čigumi, riketa. Ostanke koruze, ker sem pekla na žaru in mi je ostala. To sploh nisem videla. To je čebula, v bistvu, če se ti kdaj modi isto, da imaš že narejeno, fried, ki se reče pražena čebula. Še ene bombone, ojojoj, te si nisem sama kupila, jih je mama. Hellmann's majoneza, pa glih prejšnjice mi zdi, da sem si jo kupila, ali si jo nisem, se ne vem. Eno bučo, 2 rdeči papriki, vloženo rdečo peso, mleko, jajca. To je Ata nekaj kupila, pač to je res ogromna ta smetana za kuhanje. Jaz se kar dosti porabim, ampak ja, upam, da bo zdržala čim dlje. Solata, pol imam par ostankov od žara, lovska klobasa, pol te odščipance z hamburško slanino in tu imam eno v bistvu dimljeno šunko za skuhati, pol imam slanino, sir. Gola šivanka, moja mama. Pol imam pa tu nalepke in barve za jajca, ker bo počasi velika noč in bom malo barvala. Kruh in od moje omice kekse, ki jih ponadijem z mlekom. In to je to, zdaj pa pospraviti oziroma razpakirati. It's a beautiful day to be alive. Kako toplo je, ker vroče mi je. Amazing, naredila sem že tedenski plan. Nisem snemala, ker sem ga že tokrat. Journal sem napisala, čaj sem spila. Jem, ker grem noge danes trenirati in moram biti močna. Amazing. Fitnessa in ta gospodič je tukaj spal. Pred fitnessom je prišel in sem bila ono, ok. Posla vrata odprta, če bi šel ven, pa ni. Si vedel, da ti bom nove priboljske kupila, ne? Ja, na hitro sem šla v Lidl. V bistvu v Lidl sem šla zaradi piščanca. Hodila sem še one mini kumare kupiti, pa jih v tem Lidlu niso imeli. Kupila sem pomfri, ker pač ga imam vedno v zmrzovalniku, če se mi zlušta. Pol sem te piščančje medaljone, v bistvu so prsi narezane tak na medaljone, whatever. Pol sem videla te flomastre. Imam že watercolor flomastre od Lidla. Te so taki v bistvu kuli, te so pa flomastre ne watercolor, ampak taki navadni, mislim. Oh my god, končno so imeli to bageto z zeliščnim maslom. Zdaj sem že parkrat bila na Koroškem v Lidlu, v Ljubljani v Lidlu in nikoli jih ni bilo zgleda, jih zmanjka, ker jih pač vsi kupuje. Zelenjavno, mislim to, zelenjav za juho sem kupila. V bistvu mi je to ful fajn kupiti, zato da ne kupujem vse posebej in imam vsega preveč pol. Mozzarelo, češnjev paradižnik in njoke. Tudi to mi je všeč, ker je tako manjše pakiranje in pač imam za 2-krat. To je to. Paruki jaz ne na priboljški kupila, ker mi je zmanjkalo.
Tak lep krožnik, po mojem bo preveč, ampak vseeno lep krožnik. Solate se mi ni dalo delati, tako da sem si rdečo peso navasala in dajmo. Včeraj sem na streamu začela te jajčke delati, 2 sem naredila in tu imam še preostale. To so te preskanke, ki imajo spod barvo in pač ja, to črno barvo v bistvu spreskaš dol, tako da grem zdaj na balkon še ene par jih narediti, ne glih vse, ampak ja, da bom imela pol v bistvu kot neko dekoracijo, ki je od zadaj, moram še premisliti. Evo, te 2 jajčki sem naredila, zaenkrat imam dost, ker me že malo bolijo prsti od držanja te palčke. Ja, this is it. Ok, čas je za predale, ki izgledajo tak in tak. Ok, mislim, da se bom lotila po moje spodnjega, glede na to, da je najmanj stvari, da se mi ne bo kar iz prve že zamerilo. Ok, ko bi predali končani, grem v fitness, tako da sem si naredila 2 trdo kuhani jajci, tako da nem na prazen želodec šla. Tako ja, grem hitro to pojesti in nadaljevati. Tu imam na nek način kozmetiko, ne zdaj vsega, ampak večinoma za obraz, čistila, derma roller, vatice, micelarno, kremo, palčko za ušesa. Tako da ja, začnimo s tem. Nisem nekaj zdaj organizirala, ker nimam predalčkov posebnih, ampak se mi zdi, da je brez veze, ker itak bolj, ker ne bo isto. Zmetala sem ful stvari stran, to, kar pač ne rabim vsak dan, sem dala bolj od zadaj, oziroma to, kar skoraj nikoli ne uporabljam. Pol tukaj imam te vatice, palčke, micelarno, to zaščito pred soncem, moje mikso za, kadar imam ekstra suho kožo, tonik in to dnevno kremo. In pol imam te vlažilne robčke tukaj in ja, polno nekih ekstra micelarnih, pa mogoče serumov in to za dermarolling. Bolje pojem, da vržem stran stvari, ki jih res ne rabim, oziroma so odvečne. Ful sem najdela nekih garancijskih listov, tako da to mora iti v drug predal, ker imam bolj kot ne tukaj te stvari. Pepelev. To je en emot na Twitchu. Ok, naslednji predal. Ok, ta predal je bolj kot ne neuporaben, nikoli ga ne odpiram, ker ni placa in sploh ne vem, kam imam tu noč. Ta modem sem si kupila v Hofru, že ful cajta nazaj, ker sem imela slab internet tukaj in Wi-Fi-ja ni bilo in sem pač to uporabljala. Zdaj imam cool internet, tako da v bistvu ne toliko uporabljam tega. Ali pa to lahko uporabljaš tudi, ko greš na pot, tako da to bomo dali tam zraven moje tehnologije. Tukaj imam račune, ki so pač pomembni za garancije, oziroma pač garancije imam pa tudi ne račune, ko sem takrat seštevala za
ko sem mesečno seštevala stroške, kar bom by the way naredila kmalu spet. Tako da te garancije dam zraven. Te pa po moje lahko stran vržem, ker so itak bile sam za evidenco razen tega od vinjete. Da vidim, če je še kaj takega, kar moram shraniti. To očitno zbiram nalepke. A je to sploh še veljavno? A ne rabim tega, ne rabim ta prevera. Happy Life, to smo enkrat na streamu naslikali. V mojem prvem 12-urnem streamu, se mi zdi. Tu je plan za mojo magistrsko. Mapica. O, to je od mojega grelnika, to ne rabim. Sem navodila za moj monitor stand. Rabim to, no. Še neke liste vidim. So očitno pomembni. Mislim, reklame. Predala med. Pol imam tukaj milijon nekih nohtov, ki sem jih včasih si dajala gor. Oh my god, božični nohti. Ampak fora je, da sem pol si dejansko šla nohte delati, ker sem jih rabila za snemanje ASMR-ja. Ne vem, po moje te lahko stran vržem, ker so že uporabljeni. Ja, te so pa še celi. Mogoče si jih za foro dam gor enkrat, čeprav te so bolj taki, tudi te so bolj božični. Bom jih pa shranila, sigurno. Ene piercinge imam tu, what? Wow. Tak bolj rezerva. To je moja škatla od kamere za snemat, mislim za streamat. Nema bi to obdržala, glede na to, da si bom novo kamero kupila. Opel ta v bistvu stara, tako da ne vem, če rabim to. Po moje, da ne. Imel kdo rezil nalepke. Te slušalke sem zgubila, tako da bom tudi škatlo stran vrgla. Zgubila sem jih medtem, ko sem pucala stanovanje in jih ne najdem. To je za mojo indukcijsko ploščo. Ne mogla to. Kot vidite, imam ful več placa, pač prej je bil poln in zdaj je skoraj prazen. Ta predal je zdaj bolj kot ne prazen, tako da to je cool, ker bom še zadnji predal spraznala in bom par stvari dala sem, tistih, ko ne rabim skozi, tako da cool. To so zelo super. Ok, tukaj pa vlada pravi kaos, ful imam nekih random stvari. Tu imam planer iz 2019-18. Oh my god. I don't wanna go back. Ew. Tak najbolj bedno leto v mojem življenju, tako da ne bomo šli čez. Mogoče bi mogla to stran vreči, po drugi strani pa ful rada gledam nazaj stvari in se zavedam, kako fajn mi gre zdaj. Tako da bom obdržala to. To je random zvezek, mislim, da za moje ideje in vse. Tako da tudi to bom obdržala. Ampak bom dala v oni spodnji predal. To imam za obrvi paleto, ker pač rabim na dosegu rok. Kaj je to? Ja, lol. To sem si ponesla iglo in cvirn, upsi. To bom dala sem za enkrat. Najprej bom stvari smetala stran. To bom najprej naredila. Nisem vedela, da imam to. Zelo uporabno. To je verjetno 20. Kaj je to? Primar, ki ne rabimo. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Now I don't know who's in front of me. I was looking for a remedy.
Ja, tu so se mi razsuli te žebljički, tako da to moram pobrati obvezno najprej. Tu imam plan za telovadbo, nice. To je že staro. Ta je ful umazan. Push you back, I hold you close. Push you back, hold you close. Start a fight, there you go. I get unstable, I get unstable. In my bed, all alone, never know. Ok, zdaj imam pa še ta predal prazen, ful zanimivo, ampak jaz se v hitri na filu bolj, da ni natrpan. Ok, tu imam zdaj par stvari, ki jih bom dala druge predale, kamor pač spadajo. To, moram reči, da sem bolj hitro končala, kot sem mislila, tako v 1 uri. In finish look. V bistvu lahko bi še mogoče to pospravila, ampak ni neke panike, so samo te moji journali. Wow. Wow. Ste ponosni, jaz sem. Evo, golaž in polenta sta pripravljena, jaz ponavadi ne jem golaža, razen če ima polento zraven. Tu imam pa še pol za kasneje eno rundo. Let's go, lačna. Čas je, da izberemo zmagovalca oziroma zmagovalko giveawaya, ki je bil na YouTubeu prejšnjič. 625 komentarjev ste napisali, tako da vsi tisti, ki ste to napisali, sodelujete. In en od vas dobi miško Logitech brežično. Let's see who it is. Oh. Oh my god! Da vidimo, kaj je napisala Beka. Ok, če se tudi jaz sovražim tipkati na telefon svoje predstavitve tipkovnice, sem čisto dobila, ko si naročim tipkovnico, bo top, če dobim še enako miško. Oh my god! Absolutno te spremljam in čakam, da objaviš žirevance. Let's go! Oh my god, Beka! Perfect! Let's go! Čestitke! Evo, vidim, da si bila ful navdušena, tako da me veseli, da dobiš to nagrado. Kontaktiraj me na Instagram ali pa na mail jasmina.plazovnik@gmail.com. Vse imaš v opisu, tako da ali na Instagram ali na mail. In ja, čestitke še enkrat, Beka. Že prejšnjič sem omenila, da bom na koncu vsakega vloga zdaj dala neko temo oziroma vaše vprašanje in ga bom pokomentirala, probala dati na svet, povedala svojo plat, kako jaz gledam na te stvari. Šla sem skozi komentarje in izbrala temo oziroma na svet, in sicer kako se motivirati za telovadbo. Glede na to, da sem zdaj spet začela v fitness hoditi, se mi zdi, da je še mogoče tak najbolj sveža tema v moji glavi, kako sem se jaz motivirala. O tem sem že govorila, v bistvu o motivaciji nasploh. In isto je tudi za telovadbo. Ne čakati na motivacijo, ker motivacija ne bo prišla iz ne vem kje. Včasih ja, dobiš inspiracijo in pol si motiviran, ampak motivacija ne pride sama od sebe. Motivacijo v bistvu začneš, ko narediš eno stvar.
Torej, ful se mi ne da teh predalov danes pospravljati, ampak bom začela z enim in ko enega odpreš, ker greš in sproti dobiš motivacijo, ker dobiš nazaj te občutke, nekaj si naredil. Isto je s telovadbo, najdi si video na YouTubeu, poj v fitness, poj laufat, poj hoditi, sam vstani pa ide. Zdaj meni tudi pomaga, če si kdaj kakšne pajkice kupim, kako novo majico oziroma modric za telovadbo, ampak ne moreš si vsakič, za vsak dan nekaj novega kupiti, tako da to ni tako dolgoročno, ampak ja, moraš ostati nit, brez izgovorov, ne prelagati na zvečer, ne prelagati na jutri, ne prelagati na enkrat pač, ko bo to in to, pač zdaj je cajt, da to narediš. Pač to ni glih nasvet, ki ste ga hoteli slišati, ampak žal je tak z vsem, ne samo s telovadbo. Vstani, naredi, začni. Pa tudi ne iti iz ene skrajnosti v drugo, sigurno ne pretiravati, ker se ti bo zamerilo in bo šel enkrat telovaditi in nikoli več. Tako da probi nam 15 minut, pol drugič 20 minut, mogoče kako težjo vajo, tako malo stopnjuj in ne zdaj vsak dan bom telovadil. Ne boš. Če zdaj nisi telovadil niti en dan na teden, ne boš vsak dan telovadil. Recimo jaz sem s fitnessom začela, sem si dala cilj 3-krat na teden, zdaj hodim 4-krat, tudi 5-krat sem šla, ampak večinoma 4-krat, če bom šla 3-krat, bom tudi zadovoljna, ne se preveč tako sekirati če enkrat ne greš. Postopoma, počasi pa dvigni rit pa poj. To je to. Ok, tukaj vlog tudi končujem, je kar dolg, mislim, da zaradi teh predalov. Tako da ja, hvala za vašo pozornost, čestitke zmagovalki še enkrat in se vidimo naslednjo sredo. Čau! Missing someone